Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Lejo Smrkolj. Leja, ali menite, da se preizkušnje, prelomnice v našem življenju vedno pojavijo ob pravem času in z razlogom? Rekla bi, da ja. Absolutno nekih situacij posameznik nikoli ne bi uvrstil v svoj življenjski scenarij, če bi jih vedel naprej. Rekla bi, da je takrat, ko smo mi pripravljeni, ko je naša duša oziroma ko imamo očitno vse te sposobnosti, da tudi gremo čez neke preizkušnje, da se naučimo, da zrastemo, da je to nek točno določen namen, zakaj ravno takrat. In čeprav se nam mogoče zdi na trenutke, da je bilo ob napačnem času, da bi lahko še kaj vmes zgodilo, potem, ko gledaš nazaj z distance, vsaj sama vidim, da ja, da je moralo biti, kot je bilo. In ne bi spreminjala. Se strinjam popolnoma. Težke preizkušnje pridejo v življenju. Leja se je soočala z težko diagnozo. Glejte nas na Ljubljana TV v oddaji Pristna ženska z Lejo Smrkolj. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, saj bomo spoznali Lejo Smrkolj. Izjemno žensko, ki je svojo življenjsko pot preoblikovala iz ambiciozne poslovne kariere v globoko osebno preobrazbo. Leja je diplomirala iz novinarstva, ima 2 magisterija in še veliko izkušenj v dela v korporacijah. Njeno življenje je bilo zaznamovano z uspehom, ambicijo in nenehnim vzponom, vse do trenutka, ko jo je življenje pri 29 letih zaustavilo z diagnozo Hodgkinovega limfoma. A namesto, da bi dovolila, da bolezen definira njeno življenje, jo je Leja uporabila kot odskočno desko za globoko notranjo rast in iskanje resničnega smisla. Ta prelomni trenutek jo je usmeril na novo pot, na katerem je našla novo zavedanje, drugačne vrednote in izjemen občutek odgovornosti do svojega telesa, dela, uspeha in poslanstva. Leja danes živi z veliko več notranjega miru, hvaležnosti in jasnosti in svojo zgodbo deli zato, da bi navdihnila tudi druge. Srčno sem vesela, da je danes z nami. Zato, draga Leja, iskreno pozdravljena in dobrodošla. Hvala lepa. Leja, začniva z načinom vzgoje, v katerega smo bili pravzaprav vse vzgojene. Delo, vztrajnost, znanje so vrednote, gradniki za uspešno poslovno pot. Vsi smo jo tako gradili. Vaša pot je tudi karierna zelo hitro, strmo naraščala. Pri 29 ste bili že res zelo visoko na karierni lestvici, dokler vas življenje ni zaustavilo. Kako se spomnite tistega obdobja? Jaz bi rekla, da glede na to, da sem rojena v času Slovenije, torej 1 mesec po osamosvojitvi, leta 1991, smo vsi odraščali, ali pa smo mi še ta generacija milenijcev, ki smo imeli starše, ki so nam s svojim zgledom, trdim delom, zvestobo enemu, maksimalno 2, 3 delodajalcem navdihovali, so nam tudi pravzaprav predajali, kaj so neke vrednote in jim sledili. Tako da, kar se tega tiče, definitivno vsa leta študija, potem študentska dela, s katerimi sem začela od 16. leta naprej, navkljub temu, da sem imela Zoisovo štipendijo in sem bila na gimnaziji Bežigrad, se mi zdi, da če nimaš teh nekih delovnih vrednot, potem težko vse stvari usklajuješ in seveda vzporedno z delom študij, aktivnosti, pridobivanje izkušenj. Če se spomnite leta 2008-2009, ko se je začela kazati recesija tudi v Sloveniji in posledice, takrat smo se mi ravno vpisovali na faks, sicer je to povsem drugo področje, pa pravzaprav tudi časi so bili drugi, kot ko je bila korona, ampak vseeno nam so profesorji na fakulteti res sugerirali, naj
si ustvarimo delovno mesto, če delovnih mest ne bo. Takrat je bilo veliko ekonomistov, niso vedeli, kakšne zadeve bodo. Tako da mene, vkljub temu, da sem študirala novinarstvo, je na nek način delo v velikih slovenskih podjetjih predstavljalo občutek varnosti. Ne bi rekla, da sem bila že visoko na karierni lestvici, ker jaz gledam na to, da bom delala še naslednjih 40 let in verjamem, da visoko na nekih lestvicah se bom še pojavljala. To so bili začetki. Vesela sem in hvaležna, da sem imela podporo takratnih nadrejenih, da sem lahko pisala še en magisterij, da sem se izpopolnjevala ob delu, da sem lahko bila še bolj strokovna ob svojem delu. In hkrati je bila v bistvu potem posledica leta 2021 vsega. Od tega, da smo bili zaprti 1 leto, do tega, da je bilo v službenih okoljih izjemno intenzivno, zaradi tega, ker sem delala takrat na področju strateške nabave, torej preventivni zaščitni artikli, maske. Takrat, ko je svet stal, smo mi delali, ne? Ja, in hkrati takrat je bilo intenzivno študijum, toksična veza, v kateri sem bila, bližala sem se 30-ki, neki pritiski družbe, kaj pa zdaj, družina, otroci, kako bo. In mlade ženske se mi zdi, da še posebej smo ali pa so na nekih točkah lahko izpostavljene pritisku okolice, spodobilo bi se, da bi. Ja, pričakovanja okolja. Pričakovanja. Po eni strani nočeš razočarati sebe, nočeš razočarati drugih. Mogoče se ti še pojavi ta empatija do sočloveka in ja, nekatere odločitve bi v tem trenutku definitivno spremljala. Spremljala bi drugače tudi potek vsega, kar je bilo, in sprejemala bi drugače odločitve. Določene. In potem je prišla diagnoza. Kako ste se soočili s tem? Takrat moram povedati, da sem jaz shujšala 10 kilogramov. To se pravi, pri 172 centimetrih sem imela 50 kil, bila sem utrujena, veliko sem spala, sem se tudi izjemno zdravo prehranjevala pol leta prej, ker sem mislila, da imam histaminsko intoleranco in sem res nepredelana živila, veliko sadja, veliko zelenjave, veliko gibanja. In to je bil mogoče ta, kako bi rekla, nek preobrat zaradi tega, ker potem, ko sem pa zbolela, sem si pa rekla, ti jej, kar želiš, tudi če je to hitra hrana, karkoli, samo da ne boš več hujšala, ker je strašljivo imeti 50 kil. V taki višini. In da se kile kar manjšajo, bolezen se širi, napreduje. Tako da recimo še zdaj definitivno so telesni spomini, telo si zapomni in takrat, kako nam je, mislim, ne vem, če obstaja oseba, ki bi izvedela za diagnozo raka in bi začutila olajšanje. Ne, je ni. Je ni. Vem iz svojih izkušenj, sliši se protislovno, ampak vsaj jaz tako gledam, diagnoza, bolezen vedno pride kot učiteljica. Mene je naučila to, da sem vztrajala v okoljih, ki bi že morala zdavnaj jih zapustiti. Kaj je vas naučila? Po 4 letih lahko pridem z nekimi drugačnimi pogledi na to, kaj me je bolezen naučila. Zato, ker je vsako obdobje po okrevanju dalo neke svoje lekcije, svoja spoznanja. V tem trenutku lahko rečem, da ja, mene je takrat mogoče odmaknila od hektičnega okolja, da sem si res lahko odpočila, da sem res lahko slišala svoje telo. Okrevanje je bilo zahtevno, naporno, čeprav gre tukaj za raka limfe, ki je glede na znanstveno podprto, vse, kar se tiče zdravljenja, pač je eden izmed rakov, kjer so dobri rezultati po protokolu zdravljenja, ampak to ne pomeni, da ni bilo zahtevno. Telo je bilo soočeno oziroma pride do različnih situacij, imunski sistem, dehidracija celic, vse se gradi na novo. Tako, kar je bilo najbolj fascinantno meni opazovati, je bilo to, kako se v odrasli dobi lahko ti povsem prerodiš in začneš tudi, kar se tiče telesnih funkcij, z nule. Od hoje pa umetni komi sem se mogla učiti hoditi, do dihanja samostojnega, do vsega. Ker jaz sem imela še 1001 komplikacijo v vmesnem času, tako da ni bila klasična
pač diagnoza in klasičen potek bolezni po pričakovanjih. Pri meni je šlo, bi rekla, vse po svoje. Tako da v bistvu bolj kot rak je bila zame prelomna atipična pljučnica po 3. kemoterapiji zaradi sepse s septičnim šokom, multifunkcijska odpoved organov, umetna koma in to je bilo zame najbolj ključno. Torej, ko so pljuča odpovedala, ne, ko sem videla, da imam raka. To je neopisljivo. Sploh si ne znam, ne more si to niti predstavljati. To so okoliščine soočenja, ko bi vsak lahko obupal. Kje ste našli moč? Rekla bi, da nam res življenje da toliko, kar lahko prenesemo. Ogromno moči sem dobila tudi od svoje skupnosti, torej od ljudi, ki smo mi stali ob strani, ki so me podpirali. Na koncu si pa tam sam, ko ležiš tiste dolge noči. Tudi je bilo zanimivo eno predavanje dr. Sanele, ki je tudi povedala, da najtežje je pacientom torej po noči in jih je strah zaspati. Tudi jaz sem pravzaprav imela težave s spanjem, tako da nisem bila pristaš tega, da bi poleg kemoterapije imela še uspavala pa pomirjevala. Tako da sem tudi večino noči prebedela. To je bilo poletje 2021. Jaz sem se premetavala po posli, čakala sem, da one noči minejo, okrog 5 zjutraj sem za 2 uri zaspala. Takrat sem preživela, mislim, da je bilo 31 dni in 31 noči na onkološkem inštitutu, tako da ja, imaš en tak nelagoden občutek, a boš kar umrl tam v bolnici. Kaj pa, če se zjutraj ne zbudiš več? Da je manj intenzivno to, da bediš in čakaš, kot pa, da bi kar mirno lahko zaspal, ker ne moreš. Pa itak vse piska, zvoki so po hodnikih, tudi nočni, bolečine, kriki, vse. Ta volja do življenja se naveže na eno izjemno notranjo moč, na eno vztrajnost. Jaz sem zelo povezana z vztrajnostjo, sem se pa tudi to naučila, da vztrajnost je izjemna vrlina, če je na pravi poti. Če je na napačni, je past. Kako vi danes vidite vztrajnost? Definitivno bi rekla, da sem vztrajna pri svojih ciljih. Verjetno mi je dala ta izkušnja še več neke te življenjske moči, da za zadeve in stvari, ki so mi resnično pomembne, za kar res čutim, da so v skladu z mojimi vrednotami pa prepričanji, potem za njimi grem še bolj odločno, kot sem šla kdaj prej, iz te notranjosti. Bi pa rekla, da tudi to samospoznavanje, ki pride, predvsem tisto obdobje okrevanja, ko si soočen s temi posledicami, po drugi strani si ti že izven sistema, ker te kontrolirajo na manj kot na vsak teden. Mislim, daljše obdobje je med enim obiskom pa drugim in si ti prepuščen sam sebi. Takrat se mi zdi, da so tista ključna obdobja, da vztrajaš kljub temu, da mogoče ne vidiš še končnega cilja, ne veš, če se boš še kdaj v neko normalno življenje, okolje lahko vrnil. Meni je bila tudi recimo izguba spomina en tak velik šok zaradi takih velikih količin zdravil, zaradi tega, ker sem se čutila frustrirano, da sem postala neumna. To je bilo meni tudi nekaj težkega za sprejeti, kaj če bo zdaj pa to celo življenje tako, da ne bom vedela, kam sem dala ključe od avta, ne bom iskala 2 uri, pa bodo pred mojim nosom. Tako, te zadeve. Izjemna vztrajnost, draga Leja. Bova naredili kratek odmor, da vdihnemo, se vrnemo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. Nazaj oddajo Pristna ženska, o kateri se danes pogovarjam z Lejo Smrkolj. Leja, vsaka preizkušnja v življenju, vsaka taka prelomnica v sebi skriva tudi priložnost za preobrazbo. Ta pa seveda zahteva pogum, iskreno soočanje s samim seboj, odlaganje nekih prepričanj, ki smo jih imeli o sebi. Kaj ste morali vi odložiti? Definitivno zaupanje času
oziroma temu, da se bo čez čas pokazalo, da pridejo odgovori, ki jih mogoče na začetku nisem vedela. Tudi mogoče na nek način strah pred prihodnostjo. Ravno zaradi tega sem potem tudi svoje okrevanje na nek drugačen način kot ostale kolegice, ki jih poznam, peljala. Med drugim sem tudi zaključevala potem svoj drugi magisterij. Zanimalo me je, a je res moja kariera lahko uničena, ker bile so razne sugestije iz okolja tudi, kaj pa zdaj, kako pa boš zdaj. In zanimalo me je, kaj pravi znanost, tako da sem v 5 dneh prejela 5383 relevantnih odgovorov mladih oziroma starih od 17 do 40 let. Proučevala sem, kaj so tiste kompetence, kaj so vedenja za gradnjo trajnostne kariere, kaj vpliva na trajnostno kariero, kako lahko posameznik sam, kaj je v domeni podjetja, organizacije. Imela sem potem tudi 66 poglobljenih intervjujev, tako da sem res celostno pogledala na ta vidik trajnosti, torej ne samo na širokem makrookolju, ampak mikrookolju posameznika, kako lahko on doprinese k temu, torej, da živi kvalitetno in deluje na dolgi rok, navkljub tem negativnim kariernim šokom, tako imenuje tudi znanost. In zanimivo je, da so takim nekim abruptnim spremembam predvsem ženske podvržene, zaradi tega, ker imamo različne vloge, različne funkcije, konec koncev tudi, ko gre posameznica na porodniško in je odsotna leto, lahko tudi več. Se spremeni dinamika v podjetju, je drugače, tudi njene prioritete se spremenijo in to mi je bilo pravzaprav tisto, preko katerega sem potem dobila tudi jaz neke odgovore, da sem po eni strani se nekaj novega naučila, po drugi strani, da sem okrepila svoje kognitivne zaznave, sposobnosti, da sem bila tudi bolj soverena, ko sem se vrnila nazaj v delovno okolje, tako da sem potem bila kar nekaj časa za 4 ure, 6 ur, potem 8 ur, tako da septembra 2023 sem začela delati za 8 ur, dokončno sem pa drugi magisterij zagovarjala konec oktobra 2023, ja. 2024 so bile pa potem že druge Temu še zadeve. prideva. Ja. Leja, jaz svoje prelomnice, preizkušnje vedno obdelujem z pisanjem. In jih tudi delim skozi zapise, bloge, dnevnike, knjige, ampak šele kasneje. Vi pa ste sproti kot en videodnevnik poročali in bili v stiku z svetom, seveda, ko ste že zmogli. Je to bil tak en čist vaš novinarski pristop, ker pač ste diplomirali kot novinarka, ali je to bil en način soočanja za celo situacijo, razgradnja čustev in navsezadnje tudi pomoč nekomu, ki se sooča z podobnimi stvarmi, ali kar vse troje? Prvo kot prvo, jaz sem bila izjemno utrujena, ko so mi diagnosticirali stanje. Torej, to se pravi, da sem spala za vikende tudi po 17 ur v kosu. In morate vedeti, od prejema diagnoze do začetka aktivnega zdravljenja je minil, mislim, da 7-8 tednov. To je čas 2 mesecev, ko so zdravniki dajali pač na preiskave stvari in da so videli sploh, kako bo protokol zdravljenja izgledal, glede na moje telo, glede na stanje in vse. In v tem času ti veš, da si bolan, bolezen napreduje, tebe še ne zdravijo. Ti si na 1001 koncu. Jaz sem zaradi tega, ker sem zbolela mlada, torej stara 29, drugačne so obravnavajo te, ki smo zboleli pred 30 letom. Imela sem tudi sporedno pred zdravljenjem tudi odvzem jajčnih celic, torej, ker bi bila lahko zaradi posledic kemoterapij delno ali trajno neplodna. Torej, utrujena sem bila, en dan sem bila na ginekologiji, drug dan na onkologiji, tretji dan na ginekologiji. Vmes je bilo tudi veliko enih čustev, enega adrenalina in nisem imela kapacitet, da bi dvigala telefon, da bi poklicala vsako kolegico, sorodnico, javila se, kako mi je bilo in sem rekla, ok. Po enem tednu, ko sem videla, kako je ta tempo, ker se je začelo vse dogajati, mislim, da je bil 12. april, akcija, torej en teden po diagnozi padeš v to kolesje, ker je bilo pa treba hitro loviti in folikle, jajčne celice, da so še ta pravi tajmingi, preden se začne aktivno zdravljenje, ker potem niso mogli teh stvari urediti. In potem sem si rekla, ok,
bom jaz, ker sem tako utrujena, bom jaz delila z ljudmi, itak nisem vedela, če bom preživela ali ne. To se je treba zavedati in sem rekla, bom podelila poročevalsko delo s terena, torej paralelka mojih sošolk, večina je šla v medicinske vode, jaz sem se iz naše generacije ena izmed prvih kot pacientka znašla na tistih hodnikih, takih bolezni, katerih ne pripisuješ mladim ljudem. Po drugi strani sem rekla, ok, čustva moram loviti, morate vedeti, da tudi velike količine medrola in tudi umetne oploditve oziroma vsega tega je mene tudi v veliko euforijo dal, visoki vzponi padci in sem lovila ta visoka čustva, ker sem samo vedela, ali pa intenzivna čustva, da jih ne smem zadrževati v sebi, ker zadrževanje čustev, vsaj v mojem primeru, je definitivno tudi pripomoglo k razvoju pa nastanku bolezni. Tako da je bila kombinacija vsega, po drugi strani sem pa rekla, da dajem na vpogled tudi tistim ljudem, ki me poznajo na nek način mojo intimo. Moja intima je torej zame moje razmišljanje. Telo je bilo itak izčrpano, tako da intima z vidika, kaj se v mojem dušnem svetu dogaja, ker sem tudi vedela, oseba, ki je šla na bolniško, pa tista, ki je prišla nazaj po 22 mesecih, pač kdor je želel, je lahko sledil mojim evolucijam, pa zmogel, kdor ni želel, tudi ok, ampak da pa se delamo, da je oseba enaka, kot je bila, ali pa da pričakuješ, da bo nekdo enak prišel nazaj, pa eni taki preizkušnji, pa ne. In velik preobrat je bil tudi potem, od prihoda na delovno mesto, pa po 9 mesecih. Zaradi tega, ker na začetku sem se primerjala svojo produktivnostjo, pa uspešnostjo na najvišjem vrhuncu pred boleznijo. In je tudi za psiho potem, za integracijo nazaj v neko okolje, je tudi bilo veliko enih izzivov in velikega dela. Zelo pogumno, da ste, Leja, to delili z javnostjo, ker je res izjemno dragoceno doživljati nekoga, ki se tako pogumno, tako odločno, tako vztrajno, za tako čustveno in duševno močjo sooča, prebije skozi tako preizkušnjo in se ponovno postavi na noge. Ni važno, če padeš, važno je, da se spet vstaneš. Tako da res moj poklon. En kratek oddih bova naredila in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci, v pogovor z Lejo Smrkolj. Leja, vi imate ob diplomi novinarstva še 2 magisterija. Vam je znanje na nek način smisel osebnostne rasti, strast, kar oboje ali preprosto način življenja? Vedoželjnost je definitivno del nekih mojih lastnosti. Obenem je bilo pa res zanimivo, ko sem začela že pred leti spoznavati tudi svoje aspekte v različnih vedah, astrološko in tako naprej. In bolj, ko sem se ukvarjala s tem, bolj mi je tudi jasno, od kje ta želja po učenju, želja po pridobivanju znanja, tudi vezano na human design sistem. Sem oseba, ki se na zavedni ravni res veliko uči in želi biti strokovnjakinja na nekem področju, oziroma pač res dognanja stroke. Vse preiščem, prebrskam, kritično gledam na stvari, po drugi strani sem pa oseba, ki vse, kar dobi naučeno oziroma prejme te informacije, izkusi v praksi. Tako da jaz sem zelo praktičen teoretik. Kako danes izgleda vaša kariera? Zanimivo izgleda moja kariera, in sicer živimo v teh časih, ko se karierno okolje spreminja. To sem opazila že leta 2018, ko sem zaključevala prvi magisterij, ker sem proučevala zadovoljstvo z oznamčeno mobilno aplikacijo, kako to vpliva na lojalnost korporativni znamki v očeh milenijcev. In sem že takrat primerjala, kako delujejo milenici v primerjavi z generacijo X. Takrat se je začel govoriti, da prihaja generacija Z, ogromne razlike so, tudi generacija alfa. In sem se zavedala, da ja, enkrat bom jaz tista starejša sodelavka in to bodo bili moji mlajši sodelavci. In potem z drugim magisterijem sem samo nadgradila, ker se zavedam, da v poslovnih okoljih
bo treba izkušnje starejših sodelavcev plus neko mentoriranje v obe smeri vzpostaviti v naslednjih letih, desetletjih. Določeni sistemi, določene strukture se spreminjajo in se veselim, kako bo to čez recimo 15 let, ko bo ta generacija, jaz bi rekla, da še ena izmed zadnjih generacij, ki je po 30-40 let zvesta enemu delodajalcu, ko bodo oni se umaknili iz kariernih okolij in ko pridejo mlajši, tudi ker je pa izziv pri motiviranju zaposlenih in tudi mlajši so dosti bolj ozaveščeni, bi rekla, tudi kar smo bili mi, kar se tiče postavljanja mej, kar se tiče ukvarjanja sam s sabo, psihoterapija v današnjem času ni več tabu, medtem ko še 10-15 let nazaj je bilo s tabo nekaj narobe, če si imel psihoterapijo? Tako. Tako da jaz se poskušam prilagajati spremembam. Definitivno postavljam sebe na prvo mesto. Rekla bi, da nisem nič manj karierno ambiciozna oziroma nimam nič manjše želje potem, da pustim en pečat za sabo, bodi si v poslovnem, bodi si pač v zasebnem okolju. Se pa to spreminja iz obdobja v obdobje, tako da je bilo tudi zame zdaj posebno, da sem po 8 letih dela v velikih sistemih šla v manjše podjetje, kjer je pa dinamika čist drugačna, kjer sem kar nekaj časa rabila, da sem se navadila, da se ne rabim vsake 2 minuti štempljati, da pridem iz enega prostora v drug prostor. Tako da, mislim, da na koncu spet bom poskusila različne zadeve, da ko bom, verjetno to bo pa vedno ostalo, da bom komunicirala z ljudmi, delala z ljudmi, mogoče predala znanje, ne vem, kam bodo šle še te zadeve. Absolutno me tudi ta celostni vidik človeka, tudi kar se tiče astrologije, vseh teh aspektov, torej posameznik, kar je še v njem, da bom definitivno z vsemi temi pridobljenimi znanji, izkušnjami pomagala integrirati in sodelovala z ljudmi, tako da. Ampak ob vseh ambicijah pa ob izkušnji bolezni je zdaj ta stik samo seboj, z telesom, v umiritev, umik iz dinamičnega zunanjega sveta, lažji kot prej včasih, bolj zaveden? Definitivno je bolj zaveden, predvsem zaradi tega, ker mi je jasno, da je moje telo moralo začeti z nule. To pomeni, da nimam več nekih baterij rezerve, viška, ampak prej moram gledati na to, ok, mogoče se bom v kakšni situaciji, v kakšnem vremenskem pojavu prej izčrpala, kot bi se sicer, preden sem zbolela, tako da na te zadeve definitivno pazim. Pa tudi je pomembno, med kakšnimi ljudmi si, s kakšnimi posamezniki si konec koncev v službenem okolju obdan. Jaz sem ugotovila, da nekih toksičnih odnosov oziroma odnosov, kjer se ljudje bojijo zaradi lastnih strahu, da pač, ker se počutijo ogrožene in potem se vede, kakor da jih nekdo mogoče napada, pa to sploh ni tvoj namen. Da enostavno prej mogoče prepoznam, katera okolja so prava zame, pa katera ne. Ja, ker se spremeni tudi po težkih preizkušnjah, se nam spremeni notranji kompas, drugam kaže, kot pa recimo pred preizkušnjo. Drugačne vrednote se oblikujejo. Kam kaže vaš kompas, v katere vrednote? Rekla bi, da moje vrednote, torej poštenost, etičnost, delavnost, vztrajnost, transparentnost, integriteta ostajajo enake. Mogoče se iz leta v leto, tudi vezano na življenjske izkušnje, še bolj krepijo. Veliko bolj sem suverena pri nekih svojih odločitvah, kot mogoče v preteklosti, spet ženske v poslovnem svetu oziroma v tem okolju, ko se še iščeš, ko ne veš, kaj je tisto pravo. Tako da, kar se tega tiče, absolutno vrednota je spreminjati se, razvijati se, rasti, napredovati, ne ostati na istem mestu, kot sem bila, ne vem, 1 leto nazaj. Kakšna je Lea danes, če jo primerja z Leo pred 29?
Lea danes je, hvala Bogu, zaključila vse študije, ampak sem se vpisala na nove, tako da zdaj Nedvomno, sploh nisem dvomna, ja, da bo zdaj še pa tretji magisterij. saj bi bil, če bi se dalo v našem šolskem sistemu, ampak ne, zdaj pa študiram psihološko astrologijo, pa zaključek oziroma nadaljevanje indijske astrologije, tako da v bistvu te starodavne vede, tome, te hobiji, ki me polnijo. Mogoče to je ta razlika, ker se mi je prej zdelo, da resna poslovna ženska mora pa samo slediti strogo nekim določenim tudi ciljem, ambicijam. Zdaj je veliko več časa zame za moje interese, hobije, ker mene to navsezadnje polni in življenje potem ugotoviš, da je sestavljeno res iz tistih trenutkov, ko si se ti dobro počutil. Tudi gre mi so obdobja, lansko leto sem šla prvič sama na dopust in si nisem mislila, da bo kdaj, ampak to je bilo pa tudi tisto, kar me je na bolniški postelji motiviralo, da ni to bilo moje zadnje poletje 2021, da bom jaz še živela, da bo še možno. To v rožnatih kopalkah. In to v rožnatih kopalkah, ki sem si jih takrat pred umetno komo kupila, pa jih nisem uspela probati. In ja, glede na to, da imam kar nekaj, bi rekla, da angelov varuhov oziroma mojih cimer, znank, ki niso več žive, mi pa smo še in dokler sem živa, imam še možnost podeliti svoje izkušnje. Ne pravim, da je moja pot ena edina in prava. To je samo en vidik, kako se je nekdo soočil s tem in če bi komu v vseh teh 4 letih, ko sem komunicirala z ljudmi, pa delila svoje uvide, znanja, tudi lepe misli, zabavne misli, da sem mu pomagala 1%, je to. Oziroma, da sem eni osebi pomagala. En stari pregovor pravi, če rešiš enega človeka, si rešil svet. In vaša zgodba je zagotovo rešila ne samo enega človeka. Prva vas, pol pa še verjetno marsikoga drugega. Verjetno tudi potem na življenje, na bivanje, na uspeh življenja, na smisel življenja gledate danes popolnoma drugače, kaj ne? Deloma ja, deloma ne. Še vedno nisem spremenila svoje osebnosti, da bi rekla, zdaj se pa za 300% spremenila, ker niti nisem želela. Samo mogoče sem se tako kot neka gmota strukture, da so pač... Odvečne stvari odpadejo. Saj v bistvu ni smisel, da se spremenimo, ampak da odpadejo stvari, ki nam ne služijo več. Ja, mogoče neki rezi, tudi kar pri diamantu so bili malo bolj globji, ampak mislim, da to je samo še tisto, kar daje večji sijaj in ga bo še dajalo. Rekla bi, da ta vztrajnost, vera vase, pa da v bistvu si prisoten v trenutku, zaradi tega, ker nikjer ne piše, da se že jutri neki osebi ne more zgoditi neka zadeva, neka situacija, ki je danes nikakor ne predvideva, ni samoumevno in je ta minljivost prisotna. Je pa tako, da mislim, da vsaka oseba, ki je doživela, da je prejela diagnozo raka, tega občutka, nekdo reče, zdaj imate pa vi raka, to je pa tak občutek res, kakor vsaj pri meni, da te dajo na en prepad in gledaš dol in je ono. In tega ne moreš izbrisati z nobenim dejanjem, z nobeno aktivnostjo kasneje. Pa tudi zanimivo mi je bilo, sem se tudi z mojo psihoterapevtko dosti pogovarjala, takrat, ko si bogi, te vsi ljudje gledajo, te pomiljujejo. Jaz recimo, bolj ko sem umirala, več sledilcev sem imela v enem trenutku 300,000 dosega, kar so ogromne številke. In takrat se mi je zdelo, kakor da nekateri ljudje imajo malo ta občutek, okej, lej, koliko je ena punca pa bolj boga od mene, pa se ni z mano tako dolejo, koliko je ona bolj boga. Pol pa ti greš v regeneracijo, ta boga punca je šla v regeneracijo, se je začela sestavljati, se je začela postavljati na noge. Pol pa ti v eni točki si malo ekvivalenten tej osebi, ki te je pomiljevala. Oba imata lase, oba imata roke, noge, ne bi bila načeloma zdrava, oziroma nimam še tega naziva, da sem zdrava, ampak verjamem, da tudi pride čez kakšno leto. In pol pa te malo drugače začnejo gledati in ko ti delaš naprej, se premikaš,
ustrajaš, pol so pa kar takole, aha, a ni to ona bogica? Ja, ne, in jaz tudi sama nisem nikoli hotela biti imeti vloge, biti v vlogi Žrtve ali pa žrtve. mučenice, ne? Mučenice, ne. In mogoče tudi to, zakaj sem jaz, po mojem mnenju, drugačna od ostalih, ki so tudi govorile v takih zadevah, zaradi tega, ker sem se tudi nekih tabu tem lotila. Grozno je biti za vikende na Ekološkem, ko so v njih hodniki vsi prazni in ti si tam moraš ležati, kemoterapije bate tečejo. Če mi bo nekdo rekel, da je to veselje in zadovoljstvo, Zagotovo ni. mogoče zanj ga je, ampak zame to ni. Zagotovo ne, zagotovo ne. Draga Lea, kakšno bi bilo vaše zaključno sporočilo? Kaj bi želeli, da naši gledalke in gledalci odnesejo iz najinega pogovora? Zagovarjam to, da je pomembno poznavati sebe. Bolj, ko se poznaš, torej v zdravih letih, v zdravih trenutkih, ko si okej, te tvoje kvalitete in lastnosti ti potem pomagajo, da ko stvari niso najboljše, da se opreš nase, da greš preko nekih situacij in pomembno je zavedanje, da nam da življenje res toliko, kolikor smo zmožni in sposobni prenesti. Draga Lea, iskrena hvala za vse te modrosti, za to čudovito zaključno misel. Res je pomembno, da se v težkih preizkušnjah ne vdamo, ampak najdemo korak po koraku pot ven, ker nas kali, ker nas uči in potem pridejo taki diamanti ven, kot ste vi. Hvala lepa za vašo zgodbo. Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi vi. Naj bo Leina zgodba res povabilo, da se ustavite, prisluhnete in prepoznate, da se ranljivost in moč ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. Nasvidenje do naslednje oddaje Pristna ženska.